Pred kratkim sem brala pismo mlademu pesniku od Rainerja Marie Rilke. In gre v bistvu za zbirko pisem, ki jih je Rilke napisal enemu prijatelju, in v teh pismih je napisal dosti tak življenjskih lekcij in nasvetov tudi o pisanju poezije in nasploh o tako kreativnem procesu. In nekako se mi zdi, da velikokrat, ko vzameš kako knjigo v roke, te knjiga najde v pravem času, in točno ta občutek sem imela s to knjigo, ker je nekako nagovorila točno te dileme, ki se mi tako zadnje čase sukajo po glavi. Biti v svojih 20 letih in v svojem rodnem kraju v svojih 20 letih je tako čudna izkušnja. Hkrati se mi zdi, da je vse tukaj isto, kot je vedno bilo, sam pa si tako v fazi tako največje preobrazbe v svojem življenju. In potem imaš okoli sebe pač okolje, ki te ves čas nekako vleče nazaj v preteklost in v te stare vzorce, ki se jih navaja. Nikoli se mi zdi, da še nisem čutila take potrebe potem, da tako samo pobegnem nekam čim bolj stran od tukaj in da se nikoli več ne vrnem. Ampak po drugi strani se mi zdi, da če se ne moreš sprijazniti sam s sabo v kraju, kjer si odraščal, boš kamorkoli boš šel, samo bežal od samega sebe in od tega, s čimer se tako nisi prav pripravljen soočiti. Ena od misli v knjigi je bila to, da ko si mlad in ko je toliko življenja še pred tabo, se je ful enostavno izgubiti v vseh vprašanjih in vseh negotovostih. In velikokrat želiš samo najti čim krajšo pot do vseh odgovorov na ta vprašanja. Ampak ne moreš jih dobiti, ker še nisi živel dovolj, da bi jih lahko našel. Zato se moraš naučiti ceniti tako vse dileme in vse negotovosti in samo živeti. In potem počasi, brez da bi tako sam to opazil, najdeš potem svojo pot do odgovorov na vsa ta vprašanja. Rilke pravi tudi, da je pomembno, da se naučiš biti sposoben ceniti vsako malenkost, da opaziš stvari, ki jih drugi spregledajo, in če si sposoben tako videti lepoto v malenkostih, ti bo na podzavestni ravni vse lažje. In to je nekako point tega videa. Zadnjih par mesecev sem v tem turbulentnem obdobju svojega življenja probala iskati tako lepe trenutke v Mariboru in jih sestaviti v en tak kolaž. Probam se tako sprijazniti s to neprijetnostjo in negotovostjo tega obdobja. Mislim, da je tudi point tvojih 20 let to, da nič nima smisla in da moraš vse sprobati in da ni nobenega občutka stabilnosti. Zdi se mi, da se dostikrat zaciklam v svoji glavi od razmišljanja o tak vseh aspektih svojega življenja. Razmišljanje ni dobra taktika, ker greš vedno globje in globje v potencialne tak scenarije o tem, kaj vse lahko gre narobe. Ampak mislim tudi, da point življenja ni to, da ga obsesivno kontroliraš in da ne rabiš iskati tako racionalne podlage za tako vse, kar čutiš. Čisto okej je, če stvari niso tako 100% jasne in 100% razrešene. In čisto okej je tako, če ne veš, kaj se dogaja in kam te bo veter odpihnil. Mogoče je tako lepota življenja tako ravno v tej trenutnosti in negotovosti in nespremenljivosti razmer. Tako da to je bil en snapshot moje krize zgodnjih 20 let. In nekaj lepih trenutkov iz mojega rodnega kraja, ki sem jih posnela v zadnjih par mesecih. Slavia Tebe,
počutim prav mariborsko.